Večina ljudi sicer ne razmišlja o tem, a tisti pravi ljubitelji avtomobilov, predvsem takšnih, ki imajo pod motornim pokrovom 6, 8 ali celo večvaljne motorje, so že v skrbeh. V skrbeh so predvsem zato, ker se bo s prihodom elektrifikacije spremenilo mnogo stvari. Na cesti bo manj drugačnih ali, če želite, izstopajočih avtomobilov. Predvsem pa bo enoten zvok. Oziroma, le tega sploh ne bo. Razen, če ne bo umeten. A saj veste, umetne stvari med športnimi navdušenci niso najbolj priljubljene. Želijo si pristnosti, surovo moč, potrebo po obvladovanju in zvok. Ja, zvok je pomemben del vsakega športnega avtomobila. Tako za voznika, kot tudi za tistega, ki ga le posluša. V Sloveniji je sicer tega vedno manj, tako kot tudi v večini Evrope. A onkraj luže, denimo v Ameriki, se še vozijo avtomobili s prej omenjenim številom valjev. In ko se približuje tak avto, že nadaleč ugotavljaš, ali ima njegov motor 6 ali 8 valjev ali morda celo več. Ta zvok je za športne navdušence nekaj, kar je za ljubitelje glasbe klasična glasba, spet za druge klavir ali violina. Ampak za slednje ne morem trditi, ker to res ni moje področje, zato se raje vrnimo k avtomobilom. Tole je Audi A3 z dodano oznako Sportback. A3 je namreč na voljo tudi kot limuzina, čeprav je teh pri nas res malo. Večina poseže po različici Sportback, ki prinaša 5 vrat, s čimer je predvsem prtljažnik lažje dostopen. S takšnim opisom bi ta avto lahko bil tudi povsem spodoben družinski avto. Seveda, če ta družina člansko ni prevelika in nima prevelikih zahtev po prevozu dodatne prtljage. Morda bo kdo skomignil z rameni in pripomnil, da ima tale avto vseeno malce velika kolesa. Kakšna dama pa bi se morda obregnila ob zajetna odbijača, dodala, da je avto čisto prenizek, zagotovo pa bi dejala, da sta tudi izpušni cevi preveliki. In prav to so pri Audiju želeli. Takšno neprepoznavnost ali, če želite, diskretnost. Pred nami stoji Audi A3 v svoji najboljši oziroma najmočnejši podobi, ki jo povsem diskretno razkriva oznaka RS3. To pomeni, da je opremljen z najboljšimi komponentami, ki jih v Audiju namenjajo temu razredu, tako na zunanjosti, kot tudi v notranjosti in seveda tudi pod motornim pokrovom. Že samo odklepanje avtomobila je svetlobna poezija. Tovarne kar tekmujejo, katera bo imela boljšo svetlobno prepoznavnost. In ker se tega ne sme med vožnjo, je to element, ki se sproži med odklepanjem ali zaklepanjem avtomobila. V notranjosti v oči zbodejo najprej sedeži, da niso običajni, zlahka ugotovi vsak. Mi dodajamo, da se v njih sedi odlično, predvsem pa nudijo tisto, za kar so v tem avtu zadolženi, za dovolj močnega oprijema. Naslednji motilec vsakdanje notranjosti pa je zagotovo volanski obroč. Manjših mer in oblečen v umetno brušeno usnje zagotovo da slutiti, da je tu z razlogom. Njegovo sukanje je enostavno, oblikovno lepo sede v roki, nisem pa prepričan, kako se ta material odzove na potne roke. Vse ostalo v notranjosti je že znano oziroma bolj kot ne enako kot v ostalih Audijih. In zdaj nazaj k potnim rokam. Če se želite zares popasti s tem avtomobilom, mi verjemite, bo toliko dela, da ne bodo potne samo roke. Za začetek pa je potrebno pritisniti tale gumb. S pritiskom na gumb Start Stop na osrednji konzoli se zažene ali ugasne stroj,
ki sem ga omenjal že na začetku. No, pravzaprav ga nisem, ker nima 6 niti 8 valjev, ampak jih ima samo 5. A kdor se spozna vsaj malo na motorje, ve, da je tole poseben, že kar legendarni agregat, ki je nemškemu Audiju že desetletja nazaj prinesel slavo tudi na športnem področju. Če ga zaženemo zjutraj ali potem, ko dolgo stoji, se zbuja precej nejevoljno, kot bi bilo z njim nekaj narobe. Tudi celotna odzivnost avtomobila je nepričakovana. A to le zato, da se voznika vsakič znova spomni in opomni, da se celoten komplet želi zbuditi in temeljito pripraviti na to, kar zares lahko ponudi. Če tudi številke ne povedo vsega, ponuja celoten paket neslutene razsežnosti športne vožnje. O petvaljniku, ki se zavrti vse tja do 7000 motornih vrtljajev in ponuja 294 kW oziroma okroglih 400 konj, pa tudi okroglih 500 Nm navora, ni potrebno izgubljati besed. Bolj se je potrebno osredotočiti še na vse dodatne komponente. V prvi vrsti na podvozje, ki se ponaša z novim posamičnim petjem koles in širšim prednjim kolotekom, pa na večje oziroma zmogljivejše zavore ter na 4-kolesni pogon. No, ta sam po sebi ne prinaša nič novega. Je pa nov računalnik, ki krmili njegovo obnašanje in predvsem upravlja z vožnjo. Ali po domače povedano, elektronski možgani nadzorujejo vsak delček vožnje ter hipno dodajajo ali odvzemajo moč prednji oziroma zadnji osi. Pri slednji računalnik poskrbi še za dodatno deljenje moči, saj lahko polovico navora zadnje osi prenese zgolj na eno kolo. Posledično je lahko vožnja bolj tekoča oziroma predvsem, denimo na dirkališču, hitrejša in bolj natančna, sistem pa omogoča še nekaj, kar so pri Audiju zagotovo naredili s cmokom v grlu. Kontrolirano drsenje zadka ali po domače driftanje. Vseeno pa verjamem, da je to opcija, ki vsaj pri lastniku takega avtomobila ne bo prišla velikokrat v poštev. Drugače je s pospeševanjem. Slednjim Audi RS3 upravlja s tako lahkoto, da voznik zares potrebuje obilico samokontrole. Z mesta do 100 km/h RS3 pospeši v 3,8 sekunde. Morda še bolj impresivno pa je dejstvo, da občutno pospešuje do elektronsko omejene najvišje hitrosti 250 km/h. To tudi pomeni, da navor odločno pripomore k pospeševanju in zato je Audi RS3 v vsakem trenutku pripravljen, da pokaže, kaj zna in zmore. Ob vseh zmogljivostnih hvalospevih pa je vsekakor potrebno omeniti že na uvodu začeto vzporedno neopadljivo zunanjo podobo. Saj tale RS3 lahko vozi precej umirjeno, tudi na račun številnih voznih programov. Če se zares znate kontrolirati, bo za 100 prevoženih kilometrov zadostovalo 7 litrov bencina. Običajna vožnja bo zahtevala denimo 10 litrov, če pa ste bolj športen voznik in boste motor priganjali v vrtljaje, v katerih najbolje diha, pa bo poraba znašala od 12 litrov naprej. Kaj povedati za konec? Najprej to, da se avtomobilistični novinarji od takšnega avta težko ločimo. Za nekatere avte pač potrebujemo več časa, da spletamo prijateljstvo, za takšne, kot je Audi RS3, pa se zdi, da je dovolj pritisk na gumb za zagon motorja in vez na relaciji voznik-avto je vzpostavljena. Z vsakim prevoženim kilometrom se ta vez še krepi in potem je ločitev toliko bolj boleča. Vse to jadikovanje pa samo nazorno govori, kako zelo dober avto je to. Kaj več o njem zato sploh nima smisla več povedati, ker to je pač to.